Danes smo rekli, da je v bistvu dan Zemlje. Ne pozabimo na zavestno uničevanje naše atmosfere in vremena. In kdo je odgovoren za to grozečo packarijo, ki traja že leta in se na vladnem nivoju pravzaprav nič ne izboljša. In danes, na dan Zemlje, če malo pogooglate okrog, boste videli, da se na nobenem soočanju ne postavlja tega vprašanja. In kontra vprašanje, le zakaj? Le zakaj? Glede na to, da je planet, na katerem živimo in na katerem bi mogli biti srečni, zadovoljni, ker to je v bistvu en tak smisel življenja, da smo tukaj z radostjo, veseljem, drug drugemu v pomoč in veselje in v radost v življenje, se pač trudimo ohranjati to srečo ob vsakodnevnih motnjah. Sreča v bistvu je čustveno stanje, ki se pojavi, ko oseba doživlja zadovoljstvo in veselje v življenju. Ampak to občutje je povezano, kot smo že na začetku rekli, z notranjim zadovoljstvom, ki izhaja iz izpopolnjevanja osnovnih potreb, kot so ljubezen, sprejetost, varnost, svoboda, osebne in duhovne rasti in tako naprej. In seveda, ker sreča ni trajno stanje, temveč se lahko pojavlja v različnih trenutkih in ob različnih dejavnikih, ki vplivajo na življenje posameznika, jo je treba seveda skozi vzdrževati, tako kot vse. Tudi hišo je treba vzdrževati, odnose je treba vzdrževati, stvari je treba vzdrževati, stanovanje je treba čistiti, tudi srečo je treba vzdrževati. No, ker smo v Društvu za srečno življenje Belis, ki se, bom rekel, zavzema za reševanje problema nesrečnih posameznikov in skupnosti ter spodbujanje sreče in dobrega počutja, pa tu še toliko bolj počnemo take stvari, da pokažemo, kjer je največ umazanije. Pri tem pa ne smemo pozabiti nase. Ne? Pravijo, kdor z enim prstom na druge kaže, 3 proti njemu kažejo. In ko človek to enkrat pozna, mora vedeti, da mora sebe 3-krat prečistiti, da lahko enkrat kogarkoli na karkoli opozori. Vendar, ko smo v družbi, kjer so splošne družbene pogodbe, kjer je etika, morala in kjer je svoboda govora in kjer nam vladajo pač ljudje, ki nenehno s prstom kažejo na nas, smo dolžni tudi mi s prstom pokazati na njih. No, društvo se ukvarja s proučevanjem in izvajanjem programov, ki pomagajo posameznikom doseči, bom rekel, notranje zadovoljstvo. Upam, da je tako. In srečo v življenju. In Belis se zaveda namena svojih potreb in razvoja osebnosti. Najprej tukaj v društvu in pa seveda vse okoli. In poskuša izboljšati kakovost življenja posameznikov z različnimi pristopi, kot so recimo to, kar imamo mi tudi napisano v svojem postulatu, če želite, statutu ali pa ustanovni listini, je izobraževanje, ki ga imamo tedensko, tudi med tednom vidite, da se dogaja nenehno, pa potem razne delavnice, svetovanje, podporne skupine. Ljudje z različnih koncev Slovenije kličejo, prihajajo sem, pišejo, odgovarjamo po mailu. Skratka, ni tako hudo, veste, kot je bilo v času korone, ker nas je tukaj več ljudi pregorevalo, ampak še vedno daleč od tega, da bi bila družba povsem normalna. Glede na svoje cilje in delovanje društva se zdi, da bi društvo kot tako v tem smislu lahko pomembno prispevalo k reševanju problemov, pa ne bom rekel nesrečnih ljudi, ampak ljudi, ki so toliko zamoteni z drugimi stvarmi, da ne more skrbeti za svojo srečo, zaradi tega, ker mora najprej poskrbeti za delo, denar, kruh, mora poskrbeti za čist osnovne fizične stvari, fiziološke stvari. Dokler to ni poskrbljen, človek ne more gledati zdaj, kako bo bil srečen, kako se bo dobro počutil v skupnosti, če nima osnovnih stvari poskrbljenih. Rekli smo že, da sreča ni trajno stanje. Življenje posameznika, moje, tvoje, naše, se nenehno spreminja. In ko meni nekdo reče, da je nekaj trajnostno,
Jaz to razumem tako. Ne, da trajno traja, ampak da je treba trajnostno vzdrževati in zato tudi nekaj narediti. Ne pa dobiti samo denarja, narediti projekt in potem bo samo šlo naprej, to, kar si naši politiki predstavljajo. To ni tako. Za stvari je treba skrbeti dnevno. Sicer pridejo težave, ki vplivajo na notranje počutje vsakega izmed nas. Poleg tega lahko posameznikovo notranje stanje, na njegovo to stanje vplivajo dejavniki, kot so okoliščine, odnosi, lahko se zelo skrhajo, če se jih ne vzdržuje z drugimi ljudmi, zdravje. Temu smo bili predvsem zadnja 3 leta močno priče, kako se ga da perfektno skvariti. Zdravo družbo narediti bolno. Ne? Tukaj se lahko vprašamo, zakaj je temu tako. Ne? In pa seveda finančno stanje. Zakaj smo morali biti 7 mesecev doma, zakaj je toliko podjetij zaprlo, zakaj da država finančno pomoč, potem pa, ko nekdo začne delati, jo mora pa vrniti. Če pa doma pa še kar dobiva. Ne? To so zanimive stvari in pa seveda druge življenjske situacije, ki jih je toliko, da niti jih vseh ne bi mogel našteti. Naša sreča je torej odvisna od različnih dejavnikov, ki se spreminjajo skozi čas. Zato ni mogoče doseči trajnega stanja sreče. Kljub temu pa je mogoče z različnimi pristopi, če smem tako reči, tehnikami, spreminjanjem lastnih miselnih vzorcev in navad doseči mogoče malo višjo stopnjo notranjega zadovoljstva in sreče v življenju. Obstaja več miselnih vzorcev in pristopov, ki lahko pomagajo k doseganju večje notranje sreče in zadovoljstva v življenju in nekaterih izmed njih si bomo zdaj lepo malo pogledali. En tak vzorec, dragi moji prijatelji, je pozitivna naravnanost. Tudi v najtežji situaciji je prav, da človek ostane pozitivno naravnan. To je usmeritev v pozitivne vidike življenja in ne samo, da je človek pozitivne vidike usmerjen, ampak da se na to osredotoči, da to zavestno ima za cilj, ne pa na negativne vidike. S tem se lahko naše počutje neizmerno izboljša. Torej, pozitivna usmerjenost, ne pa na negativne zadeve. Druga stvar, ki je samorefleksija. Samorefleksija v procesu osrečevanja je proces, ki nam pomaga predvsem razumeti naša čustva. Zakaj se tako počutim? Kaj je v meni to sprožilo? Misli, vedenja ter ugotoviti, kaj nas osrečuje in kaj nas ne osrečuje. Mislim, vsak človek v sebi lahko s tem odkrije svoje vrednote, želje in cilje, ter se nekako usmeri posameznik k dejavnostim, ki nas na nek način osrečujejo. Dejavnost, ki pa človeka osrečuje, tak človek nehote sije to energijo kot glowing energy okrog sebe in to je nalezljivo. Tako kot so negativne stvari nalezljive, tako je tudi pozitivno nalezljivo. Če gli v Sloveniji velja, kdor je srečen, ga je treba čim prej onesrečati, zato ker ne sme ven štrleti. Potem imamo tretjo stvar, prakse, ki vodijo k sreči. Namreč vsak v svojem življenju najde neko določeno prakso, ki jo lahko, vključi v svoj vsak dan in mu pride v navado, da sebe osreči. Nekdo je srečen ob kavi, nekdo zjutraj, ki bere časopis, ki ga nihče ne moti, nekdo, ko pelje, na sprehod psa, mačko, nekdo, ki drva seka, različne stvari, nekdo, ki je sam 10 minut, ki si jih najde v življenju. In te prakse so se izkazale, za dosti učinkovite pri povečevanju sreče in dobrega počutja. Pri tem ne bom pozabil ali zanemaril za vse tiste, ki veste, kaj vam pomeni, meditacija, pa za vse tiste, ki imate bolj import duhovnost, jogo, če glih jaz raje rečem hoja v naravi, pisanje dnevnika, recimo ustvarjalne dejavnosti, to je lahko šport, lahko je kakšno delo, hobi, konjiček, whatever. In pa druženje s prijatelji in pa hobiji, ki jih sploh nisem naštel in jih ne morem našteti, zato ker kolikor je ljudi, toliko je na svetu tudi radosti in hobijev. Naslednja stvar.
Za krepljenje sreče so zelo pomembni tako imenovani odnosi. Mislim odnosi, ampak razvijanje odnosov. Tukaj je ključ. Dobri odnosi z drugimi ljudmi so ključnega pomena za naše počutje in za našo srečo. Pomembno je, da razvijamo in negujemo pozitivne odnose s prijatelji. S prijatelji super, ampak v družini pa je še bolj pomembno. In pa z drugimi pomembnimi ljudmi v našem življenju. Pravzaprav z vsakim. Ponavadi je tako, da smo osorni do svojega partnerja, otrok, pridemo v gostilno, smo pa tam do vseh prijaznih, ki so nam tuji. Do tujcev smo izjemno prijazni. Živijo, kako ste, kako vam lahko pomagam, a je v redu. Ko priješ pa domov, pa je treba to narediti, pa narediti, pa je človek siten. Zakaj ne bi te slike obrnile enkrat v življenju? Pa bo unga tujca nadrl, kaj se vame vtikaš, ko prišel domov, pa bi rekel, joj, kako ste družina moja, pa a ne bilo malo drugače tole. Če glih ne priporočam ne enega, ne drugega, človek ne bo skos prijazen, pol ne bo skos na nekem nivoju. In lejte, naslednja stvar, ki je učenje in osebnostna rast. In to spada k učenju, moramo se to naučiti. Stalno učenje je rast, kot osebnost lahko vodita k večjemu notranjemu zadovoljstvu, učenje in osebna rast, in seveda to vodi tudi k večji sreči, notranjemu zadovoljstvu. No, s to komponento učenja in osebnostne rasti vam garantiram, lahko razvijemo svoje talente, svoje veščine ter povečano občutek nadzora nad svojim življenjem. Te pristope in miselne vzorce lahko uporabimo, glejte, čist po domač povedano, kot lopato, kot kladivo, kot orodje, hočem reči, za izboljšanje svojega notranjega počutja in za povečanje sreče v našem življenju. Čeprav so pristopi in miselni vzorci pri tem, ki pomagajo k boljšemu notranjemu počutju, povečanju sreče, koristni, vam rekel, in učinkoviti, če se tako naravnamo, če to počnemo, če to zavestimo, če imamo to v sebi, pa ob tem obstajajo seveda tudi nevarnosti, ki pri uporabi teh orodij pretijo. Nekatere od teh nevarnosti pa so. Morda ne bo odveč, če se te nevarnosti napišete pod 1, 2, 3, 4, 5, jih bom naštel. In ko pridete v situacijo, boste rekli, aha, to pa ni sreča, to je pa že nevarnost. To pa lahko zapelje v drugo smer. Preden bom povedal, katere so te nevarnosti, vam bom povedal eno zgodbo iz mojega življenja. Ko sem obiskoval teološko fakulteto, sem obiskoval 4. letnik faksa, in smo imeli tako imenovano eschatologijo. To je predmet o poveličanju, zveličanju, o tem, kako se človek lahko dvigne k Bogu, kako lahko v bistvu zapusti te miselne vzorce zemeljske in se posveti samo kontemplaciji, molitvi. To je eschatologija. No in kaj nam je profesor rekel? Rekel, dragi moji, veste, vi lahko vsak dan meditirate, vsak dan ste lahko 2 uri na kolenih, molite rožni venec, ves dan ste lahko odcepljeni, lebdite in vi greste gor. Greste tako naravnost, vi greste gor. In potem pride, veste, tale mali hudiček, ta mali hudiček pride, pa se samo tako zapelje, pa vas samo malo oplazi. Pa vi rečete, živijo, in greste gor. Ampak on vas je malo plazil in vam je, gledajte, za 1 stopinjo vam je takole v razmišljanje kot nagnil, čist malo vam je nagnil kotek. In vi greste gor, gor, gor. Pa spet pride hudiček, reče, kako skaj, fajn, a greš malo z mano, ne, hvala, ne, ono drugo, te vabila sem, kje, in spet te za 2 stopinji premaknil. In ti greš na dolgi rok gledano, tudi če sta samo 2 stopinji, greš gor, ampak na koncu padeš pa dol. Veste, to so pa stvari, ki so pa že dovolj resne. Ko človek skozi misli, da gre naravnost, nični točke gor, se zelo moti. Skozi se je treba korigirati, navigirati, popravljati. No, in s čem se popravljamo? To so pa zdaj ta orodja. Lejte, prva stvar, ki je pretiravanje. To je to, kar sem zdaj le. Lahko si cel dan odlepljen, ampak če pretiravaš s tako stvarjo, kot je nam profesor povedal, z duhovnostjo, je konc. Nisi več uravnotežen. Tehnica gre že na drugo stran, ne?
Pogosto se zgodi, da ljudje pretiravamo pri svojih prizadevanjih za doseganje sreče in notranjega miru. Namesto da bi sprejeli svoja čustva in se soočili z njimi, se preveč posvečamo ali pozitivnemu mišljenju in človek nekako zanika svoja negativna čustva in svoja negativna stanja. A veste, in to lahko povzroči, da se ta čustva še bolj okrepijo, na koncu pa to privede do občutkov depresije, tesnobe in drugih občutkov, ki te potem samo začnejo dol tlačiti. Ti pa misliš, kako veselo greš gor. Kot pravi pregovor, preveč dobrega je še vedno slabo. Druga stvar, zasvojenosti. Včasih saj to imamo vsi, ampak fajn je, da vemo, takrat, ko pride, je to orožje, če si z nečem zasvojen. Marsikdo je zasvojen s športom, dela samo šport, marsikdo s kajenjem sam kadi, en sam s pitjem, pa so droge, pa je seks, pa ne vem, kakšne zasvojenosti imamo. Eden samo zasvojen, ker se nič do tega ne loti nobene zabave, nič, ker on je sam svetnik, je zasvojen svetništvom, recimo, En samo mol, ker misli, da bo molitev odrešila, je zasvojen z molitvijo, ker druge stvari zanemar. Naprimer, lahko se preveč posvečamo, kot sem rekel, meditaciji ali vadbi ali pa čemorkoli drugemu, in to je problem za dosego notranjega miru. Za dosego notranjega miru, dragi, to lahko privede do tega, da začnemo zanemarjati svoje bližnje, svoje odnose, svoje druge obveznosti, kar lahko vodi do težkih duševnih posledic in kopičenja nedokončanih nalog. Dajte zdaj vi malo zamižati, pa si zamislite, v katerem kotu hiše imate največji kup neočiščenega materiala, kupa. Z nekom sem se danes pogovarjal, rekel, da je podstrešje včeraj pucal, pa da ga je dež pregnal. Ampak gledajte, kako pomembno je podstrešje spucati, pomest pa ga nazaj zložiti. Tudi če te dež pržene, ampak človek je naredil. Pa kasneje končal, ne zato, če je ploha se ulila. Ampak v naši glavi je treba tudi pospravljati. Glejte, so stvari, če zamežite doma in greste, vsak dan nekje poglancate, ampak pol metra v unem kotu, ki se nahajajo, pa že ne vem kaj je, na ene posode, ki že en let tam stoji, se pa ne boste dotaknili. A ste se vprašali, zakaj je tako? A pa tam so ene štumfe, ki so v enem kotu, vse ostalo perede, tiste štumfe pa tam stojijo, ali pa ne vem, vse sami poznate svoje kotičke. Tak tip zasvojenosti ali pa zanemarjenosti za povečanje sreče ni dober. Privede do poslabšanja notranjega počutja, ker človek skozi o tem razmišlja. To postane potem breme in to breme srečo zmanjšuje v življenju. To so take majhne zasvojenosti in lahko nastane, veste, kaj se temu reče? Obratna sreča. To je strokoven izraz. Obratna sreča. So ljudje, ki so zelo nesrečni, ampak so v bistvu zelo srečni, ker so nesrečni. In pa so ljudje, ki so srečni, pa v bistvu se samo smeje, da svojo nesrečo prikrije. In to imenujemo tako imenovano bolečo srečo. To je boleča sreča. Ok, gremo na to na A in B. Na srečo, na prikrito srečo, pa na žalostno srečo, če smem tako reči. A in B. Boleča sreča v smislu pretiravanja pomeni, da posameznik doživlja občutke le ob izjemno intenzivnih izkušnjah ali dosežkih, ki presegajo običajne meje in postavijo neke ekstremne situacije. Takšne izkušnje so pogosto kratkotrajne in zahtevajo vedno večjo intenzivnost, da bi posameznik občutil enako občutek, učinek, kar lahko privede do občutka praznine, ko se izjemne izkušnje prenehajo ali pa postanejo manj pogoste. Potem imamo B. Sreča v smislu zasvojenosti, smo rekli, pa se nanaša na posameznika, ki postane odvisen od določenega vedenja, snovi ali dejavnosti,
ki mu povzroča občutek sreče. Čeprav se posameznik začne ukvarjati, s tako dejavnostjo, da bi se izognil občutku tesnobe, stresa ali dolgočasja, sčasoma, postane odvisen od tega, da bi doživel občutek sreče, kar lahko privede do zanemarjanja drugih pomembnih življenjskih dejavnosti, enako kot pri prejšnjih navedbah, ki smo rekli, ne? Pride do izgube nadzora, pride do negativnih posledic za posameznikovo zdravje, odnose in pa seveda na kompletno življenje. Kljub temu, to sta zdaj ti dve A in B smo obdelali, zdaj pa če gremo v Društvo za srečno življenje, verjamemo v pomen sreče kot ključnega vidika do dobrega počutja. Tukaj pa je pomembno poudariti, da lahko zdrav način in reševanje globljih težav včasih zahteva tudi strokovno pomoč. Zato navajamo 9 ključnih usmeritev za praktično doseganje sreče. 9 jih je. Zelo hitro bom šel skozi, potem naredimo pauzo. In danes boste slišali o sreči govoriti tudi umetno inteligenco. Zapomnite si ta trenutek, ko bomo zdaj tole govorili, in potem v drugem delu vas bodo stvari precej presenetile v nadaljevanju. Ampak zdaj gremo. Vadite vsak dan hvaležnost. Osredotočite se na stvari, za katere ste hvaležni, in se zavedajte, kako pomembni so ti trenutki. To vam pomaga pri vzpostavljanju novega načina razmišljanja, kjer se osredotočate na pozitivne vidike življenja. Dalje. Razvijajte svoje odnose. Pogovarjajte se s prijatelji, družino, odkrijte skupne hobije, se udeležujte družabnih dogodkov in se povezujte z drugimi ljudmi. To je to, kar delamo tudi v društvu. Se povezujemo, se osrečujemo, se bogatimo, si tudi kdaj kakšno krepko povemo, zato da se uravnovesimo in tako naprej. In Tanja mi je danes tukaj eno čudovito stvar rekla, da ko imaš ribnik, obstajajo ene ribe, ki so zelo grde, ki jih ne moreš videti, ampak tista riba ti vse alge očisti in ti drži tisti ribnik zelo čist. Kar je zelo pomembno. Ja. Tako. Razvijajte svoje odnose, pogovarjajte se s prijatelji in družino, odkrijte skupne hobije, se udeležujte družabnih dogodkov in se povezujte z drugimi ljudmi. Zdravi odnosi lahko povečajo vaš občutek sreče in pripadnosti. Potem naslednja stvar. Ustvarite smisel in namen. Poiščite stvari, ki vas osrečujejo in ki vam dajejo smisel v življenju. To nam vsem lahko pomaga pri vzpostavljanju jasnejše vizije svojih ciljev in pomaga, da se počutimo mnogo bolj izpolnjeno. Naslednja točka, ki je, da uživamo v dejavnostih, ki nas navdihujejo. Da si poiščemo hobi, ki nas zanima, ampak tak hobi, ki nam pomaga izraziti našo osebnost, našo kreativnost. Ker če samo ponavljamo tehnično za nekom, to nas ne bo osrečilo. Če pa človek kreativen pri svoji stvari, da se najprej nauči ABC, potem besedo, stavek in da potem kreativno sam svojo misel napiše, naredi kakšno orodje, izumi kakšno igro ali pa karkoli drugega, to je pa že super občutek. To pomaga pri sproščanju stresa, izboljšanju razpoloženja in seveda človeka osrečuje, ko nekaj pogrunta. Tudi ob svojem delu doma, tudi ob čiščenju, kako to ščistiti, da bi to bilo najboljše. Nekaj spomniš, ti uspe, wow, preprosta stvar. Dalje, skrbeti moramo za svoje telo. Uživajte v zdravi prehrani, vadite redno in poskusite skrbeti za osebno higieno. To vsakemu pomaga pri izboljšanju fizičnega in čustvenega počutja. Potem dalje, spodbujati je treba, kot smo že na začetku rekli, pozitivne misli, da se osredotočamo na pozitivne vidike svojega življenja. Da poskušamo premagati te negativne misli, ker to smo kar pripeti na to,
Akašo, na te medije, na ta poročila, na vse to kar mrgoli okrog nas, ne? Pa na telefonska sporočila, a si videl to, a si cel dan, sploh ni več miru. Pa v glavnem, redko kdaj naletimo na kakšno pozitivno, dobro novico. Pa še to je taka pozitivna novica, ki v glavnem tako udari po negativnem, ker to negativno 3 leta traja, zato da en trenutek slišimo, da se je nekaj zgodilo, kot sem jaz prej za tisto sodbo prebral, ne? To so zanimive stvari. To nam vsem lahko pomaga pri vzpostavljanju bolj pozitivne in srečnejše perspektive. Dalje, naslednja točka, da smo sproščeni. Sprostitev in meditacije lahko pomagata pri zmanjšanju stresa in tesnobe ter izboljšanju našega skupnega razpoloženja. In na koncu še najdemo ravnovesje v sebi, tako da med svojim delom in prostim časom najdemo to razmerje. Tukaj imam pa jaz kar precej težav, ker si zelo malo prostega časa vzamem, priznam. Kajti prekomerno delo ali obratno, preveč prostega časa v obeh smerih lahko povzroči stres in povzroči tesnobo. Nekdo ima toliko prostega časa, da več ne ve, kako in kaj bi ga rešil, nekomu ga pa nenehno zmanjkuje. In tukaj so stvari, ki se kažejo, da je treba nekaj spremeniti v lifestylu, v stilu življenja. In pa, ko si vse to zastavljamo pri vseh točkah, bodimo, dragi ljudje, realni. Postavimo si takšne cilje, ki jih lahko uresničimo. Ne nebeško visokih ali pa zemeljsko globokih, ampak tukaj to je in to lahko naredim. Realen cilj, korak za korakom, mal po mal. Zgornja meja ciljev, ki so dosegljivi in uresničljivi, lahko na dolgi rok z malo truda samodejno dostavijo uresničitev vseh navedenih usmeritev, brez posebnega prizadevanja, zgolj na posameznem področju ali pretiravanja, to, kar smo prej rekli. In hkrati to deluje terapevtsko. Vsak dan narediš malo in na koncu dneva imaš recimo 3 stvari, na koncu tedna 21, na koncu meseca jih imaš pa skoraj 70 stvari urejenih. To ni malo, če se to redno izvaja. Tako, dotaknili smo se vprašanj o načinu življenja, ki prinaša zdravje, srečo in veselje. Zdaj seveda obstaja več pristopov k doseganju tega stanja sreče, zadovoljstva, zdravja, vendar pa se lahko na koncu osredotočimo na nekaj ključnih načel, ki so podprta znanstvenimi raziskavami. In najpomembnejše načelo je zagotavljanje fizičnega zdravja. To pomeni, da moramo jesti uravnoteženo prehrano, v kateri so prisotni vsi hranljivi elementi, ki jih telo potrebuje. Poleg tega bi morali redno telovaditi. Tukaj imam jaz malo težave, priznam, ampak sem še kar malo športen, In da to v bistvu izboljša tudi razpoloženje, ker študije so pokazale, da lahko že majhna količina vadbe na dan prispeva k zmanjšanju stresa in depresije. Drugo načelo, ki so ga znanstveniki odkrili, je zagotavljanje duševnega zdravja. To lahko dosežemo tako, da se izogibamo stresnim situacijam, ki človeka lahko preobremenijo. In s tem zmanjšamo tako na tak način tveganje za tesnobo in depresijo. Opazil pa sem, sploh v naši družbi, da se je stresnim situacijam praktično nemogoče ogniti. Prideš v trgovino in te tam čaka redar, prideš na banko, te čaka redar, prideš na cesto, te čaka policaj. Prideš na sodišče, če čaka tista omara, kjer moraš vse od sebe dati in se počutiš kot kriminalec, ker moraš skozi tisto tako, da boš ne vem kva naredil. Prideš na letališče, spet enako, pregled. Kamorkoli prideš, v bistvu so situacije stresne. Stres nam delajo na vsakem koraku, stres in strah. In to je v bistvu ključna stvar za nadzor, ki ga izvajajo. Zdaj, ti ljudje ne marajo srečnih ljudi. In ko vidijo srečne ljudi, zadovoljne ljudi, se točno prilepijo na srečnega človeka, ker ko ga oni srečijo, so oni srečni. In tukaj je treba zelo, zelo paziti, da zmanjšamo to tveganje. Prav tako je koristno, da se naučimo tehnik sprostitve, ko pridemo v težavo.
meditacija, joga, dihalne vaje, karkoli uporabite, štejte do 10, obrnite se okoli. Tehnike so lahko zelo učinkovite v stresnih situacijah in v tesnobi. In seveda tisti hipi izboljšajo stanje, kar je dobro, ker človek ne izgubi živcev. In pa še eno načelo, zagotavljanje smisla in namena v življenju. Človek, glejte, je predvsem družabno bitje. Zakaj mislite, da so nas med korono zaprli? Potrebuje stike z drugimi ljudmi, da se počuti povezanega in izpolnjenega. Zato je pomembno, da negujemo svoje odnose z družino, prijatelji in sodelavci. Prav tako bi morali mi razmisliti o tem, kaj vam daje občutek namena in smisla v življenju in to dejavnost ali hobi redno vključevati v svoje življenje, v ta svoj urnik. Zdaj pa tako, sreča vezana, bom rekel, na naše poslanstvo v Društvo za srečno življenje Belis je zagotovo ena od odličnih možnosti za vključevanje v druženje, ki bo nam vsem pomagalo vzdrževati srečo, izpolnjevati življenje. Obstaja namreč več načinov, kako se lahko vključite v Društvo Belis. In prvi tak način je, da se udeležujete rednih srečanj in delavnic, ki jih organiziramo, in na teh srečanjih se lahko srečamo tudi z drugimi ljudmi, ki si isto prizadevamo za iste cilje kot se vi in se skupaj učimo novih tehnik in novih spretnosti za izboljšanje svojega duhovnega, duševnega in fizičnega zdravja. Tako da, kar se prvega dela tiče in nekaj napotkov za srečo, o kateri bi lahko govoril še in še, vam sporočam zdaj, da bomo naredili 15 minut pauze, potem bomo pa pogledali umetno inteligenco, ChatGPT in pa SingularityNet kot ene zanimive stvari, ki se ta hip intenzivno pojavljajo v družbi, kako to uporabiti in na kaj moramo biti pozorni. She knows that the tune select, yeah, she move correct, and I bet she got the super tech. I hope this isn't too direct, yeah. We ain't even close to done, so sexy, yeah, you chew your gum. Babe, I'm so glad you come, roof down, let me feel the sun. I think you might be the one. I said hi, I see you, look beautiful. She like, ooh, you mean me. I said true, there is something about you. Let's get high, is that cool? We can drink, that's all too. We can bingo.
Bevel gang